Preden jaz sem selil v novi državi, jaz sem naredil skoraj privatni tečaj od kulture v tej državi. Jaz sem bral turistični vodniki seveda, ampak tudi zgodovino te države, knjige, da so bili pisani te države, sem poslušal glasbe države, sem probal hrano čim več od te države, da je bilo multidimenzionalno globok tečaj raziskovanja. To je užitek zame. Živeli ste v več državah. Kako ste se v primerjavi z življenjem tam prilagodili na Slovenijo? Po pravice zame vsaka država, v kateri sem poskusil živeti, mi je bilo všeč. Nekateri so bili lažje, nekateri težje. Mislim, da je bilo najbolj enostavno v Angliji jezikovno in tradicije so čim bližje ZDA. Potem za ljudje v Španiji in v Italiji sem takoj kliknil s čim več ljudje, so tako tople in odprte in ti objemčkajo takoj in ta način mi je bilo ful všeč. Ampak kadaj sem študiral globje, kvalitete življenja, cene življenja, kaj pokrije države, kako je za mlade družine, zame Slovenija je bilo daleč najboljše in sem imel samo dobre občutki. Kaj vas je v prihodu v Slovenijo presenetilo? Slovenija je bilo prvi države, v kateri je musta nosila copate v hiši in to mi je bilo fascinantno. Sem rabil malo časa, da sem se navadil. Vas Slovenci sprejemamo drugače kot tujce iz južnih ali vzhodnih držav? Po pravici sem slišal, da Slovenci so mogoče en korak manj odprti za ljudi iz nekatere države, ampak iz ZDA in iz Anglije, Kanade so zelo odprte. To sem slišal, ampak nimam nobene izkušenj. Jaz sem bil 100% časa, sem imel občutek, da sem dobrodošel, ampak sem slišal velikokrat, da mogoče, če bi prehajal iz ene druge, ne toliko zaželene države, mogoče drugačna reakcija bi bila. Ampak to sem sam slišal, sem imel srečo, da nisem imel sploh nobene negativne izkušnje cel časa tukaj. Kako se lahko prilagodijo tisti, ki možnosti učenja jezika pred prihodom v tujino nimajo? Najbolj pomembno je, da smo odprti na drugačne tradicije, na nove kulture in nimamo občutek, da en je prav, en pa ni, ampak da sam različni so. In če imaš ta ideja v možganu že na začetku, potem vse gre čist lažje. To zame je najboljša arabska restauracija v Sloveniji, je res odlično in vodi moj sosed, živiva v isti ulici v Kamniku in smo čist mednarodni na naši ulici. On prihaja iz Sirije, jaz iz ZDA. Jaz sem že 15 let v Sloveniji, sem bil arabski kuhar v Sloveniji, prihajam leta 2004, pa delam v Ljubljani en let, pa kasneje v Kamniku, arabska hrana. Jaz sem Palestinec iz Sirije, moje ime je Rami Murad. Prihajam 6 mesec začetek, da bo kakšen državi, kaj je različno med tukaj v Siriji. Vidim sam, vidim, da začetek zelo vesel, da vidim Slovenija, zelo lepa mesta ali države. Ko sem študiral na geografiji v šoli v Siriji, jaz poznam Alpi gore. Ko jaz vidim, živim med Alpi gore, to je zelo lepo za mene. Kako ste se prilagodili na življenje v Sloveniji? Največ težav za nas jezik. Ko arabščina je zelo daleč od mogoče ameriški jezik ali balkanski ali angleščina, isto črke, malo različno. Za nas veliko različen med arabščina in slovenščina. Sigurno je lažje, če imaš drugi kolegi, s kateri lahko govoriš od recimo različne dodatke v kulturi, v novi državi, kakšne stvari so težje, naprimer birokracije, tukaj rabiš malo pomoč včasih ali pa koga, da bi vprašal kakšno vprašanje. Torej, združenje med drugi ekspatrioti, ki doselili v Sloveniji, izmeri neki pomočljive korake, sploh če gledamo birokratične navade, najbolj rabimo pomoč.
za kulturne, družabne, to ni tako pomembno. Nekateri ekspatrioti iščejo drugi ekspatrioti, jaz mislim, da je bolj zanimivo, če poznam čim več lokalci, ampak za te birokratne točke res pomaga pomoč.